No, to je jamski telefon. Sicer jaz jih imam več, ki so med seboj povezani. Te telefoni vsi zdaj delajo. Sicer, ko sem jih dobil, so bili neizpravni. Tako da gremo tako daleč, da večina stvari, kaj je tukaj takih, dela. Ja, zbiram vse, kar diši po rudarstvu. Vse. To so svetilke, varnostne, karbidne, elektro, oprema, čelade, orodje, varnostni aparati. No, navdih je sigurno prišel s tem, da so bili vsi pri rudniku, ne. Oče, staroče, mama, strici, tete. Vsi, ne. Že takrat, v bistvu, takrat nisem začel zbirati, jaz sem takrat, od takrat imam določene stvari, ko sem jih spravljal, v bistvu. Jaz zbiram zdajle dobrih 10 let, pa aktivno zbiram, ne. Večina iz slovenskih rudnikov to. Zelo veliko imam navezan, na primer RTH, se pravi Trbovlje, Hrastnik, pa Zagorje, Velenje, ne. Nekaj iz Mežice, iz Idrije. Bi rekel, iz slovenskih rudnikov skoraj vseh, pa dol imam Srbijo, nekaj imam z Bosne, nekaj iz Hrvaške. Drugače pa z Nemčije imam dosti, ne. V svoji zbirki imam lampe v bistvu od začetka, se pravi od sveče, potem lojenk, oljenk in lahko rečem do danes te elektrosvetilke, ko se še uporabljajo, ne. Se drugej ne, ko v rudniku Velenje, ker drugej ni, ne. Tukajle smo zdaj pred varnostnim svetilkom, to so bencinske svetilke. Se pravi, da delajo na bencin, razen ene, tole še karbidna varnostna svetilka, ker je v bistvu ena starejših tukaj. No, tole je varnostna svetilka, ko je stara 123 let. Ta svetilka, ne, je gorela približno s centimetrom plamena. Čim se je plamen višal, se pravi, se je dvigoval nivo metana. In čim je prišel nad 4%, se pravi, da je bil plamen nekaj tukajle, se je bilo treba odmakniti z delovišča na varno mesto, ne. Čim je ugaševal ta plamen, se pravi, je bil CO2 in je bilo isto treba zapustiti delovno mesto. In to so svetilke, ki v bistvu niso bile za osvetljevanje, ampak samo zaradi varnosti, ne. To je bila ena svetilka v bistvu na odkopu, ki je imel prvopisan kopač. Tukajle noter, kaj je teh lamp je čez 200 vseh skupaj, ne. Jih lahko zagotovo rečem, da 90% dela, ne. No, to so pa karbidne svetilke. Njo si odprl. Tukaj je šel karbid noter. To je bil rezervoar za vodo. S tem si doziral vodo skozi to iglo, ki je kapljala na karbid, ki je ustvaril plin acetilen in je šel tukaj na gorelnik, mi smo rekli na Brenner, in tukaj je gora, ne. Sam tukaj je gorel, ja, in to je močna bela svetloba, tako da karbidrice so zelo dobro osvetljevale prostor, ne. Imele so pa tudi scheinwerfer ali odsevnik, slovensko povedano, ki je pa usmeril prav snop svetlobe, ne. No, tule smo pri eni polici, ki so mi, bi rekel, bolj ljube stvari. Tole so karbidrice od sorodnikov, bi rekel. Tole je od prijatelja iz Idrije, ko so imeli čisto posebna, mislim, posebna oblika je bila, se je delovalo je vse na istem principu. No, tole je komplet vse od očeta. Tole je moja prva čelada, ki mi je dal en vrovnik, se je še tudi ohranila. Tole je čelada od zelo dobrega prijatelja tudi. No, tukaj smo pa pri strelnih strojčkih, ohmmetrih.
tole je, mi smo rekli kapsel, električen detonator. Jaz sem bil v prvem razredu, ko sem bil v jami že, ne, z očetom, no, takrat se je še dal to. Ni se smelo, ne, samo vse je še dal, ni bilo tako strogo, kot je zdaj, ne. Čez vikend sta bila po dva, največkrat je bil strelc pa nadzornik jame, ne, sta bila dežurna in takrat ona dva sta v bistvu samo kontrolirala, da ni v jami nič narobe, na primer pri črpalkih, pri plini so se zmerili pa take stvari. V bistvu obhod jame sta imela, ne, in takrat sem po večini šel zraven noter, ne. Te lokomotivce pa to, ne, sploh ta tehnika mi je bila skozi, ne. Na primer, jaz z mamo prišel gor, sem bil tudi po cele šihte, po 8 ur z njo gor na šihti, ne. Pa so me pobili, da so se mi rešili, na primer so mi dali te akumulatorce, te male, ko so bile tam na stranski tir, pa sem si jaz vozil gor pa dol, samo da so imeli mir pred mano. Pol ti pa to ostane, na primer gore otroci, se nismo drugej skoraj igrali kot v Štircu, ne, ko se je odlagala jelovina pa to, ne. Tam smo bili večino. Šoslajtnega nabirali pa tudi, da smo pol šrikličke delali, frače. Za puščice obtežiti, vse je bilo. Najdražja meni osebno je krbitrica v bistvu, ko jo imam že od svojega prvega razreda, ko sem jo dobil in je ostala še zdaj, se pravi je več kot 50 let sam pri meni, ne. Jaz sem šel v Maškore in pri Rudniku so bile rezerve, ne, in jaz sem rezervo dobil samo za Maškore, ko jo nikdar nisem vrnil. No, mogoče ena zanimivost, ko je tukaj tudi noter, so tele čelade iz Velenja. V bistvu je 7 barv različnih, ki pomenijo tudi različna dela in naloge, ki so jih upravljali v jami, ne. Na Senovcu so imeli samo 4 barve, ja. Se pravi, bela je bila rudar, modra je bila vzdrževanje, elektro in strojno, rumena je bila reševalci, rdeča je bila pa nadzornik in tehnično vodstvo, ne. No, tule smo pri naglavnih lampih različnih tipov, samo vse te lampe so bile teže tam okrog 3 kile. Zdaj lampa, ki je še uporabljajo v Velenju, je prišla na par dek, 30 dek, ne, vse skupaj. In velika razlika je v tem med tole zapasom plus samo reševalc, ki ima približno tudi okoli 2 kile, ne, ali pa med lampo s 3 kilom pa še samo reševalc. Se pravi, smo prišli iz 6 kil tam približno na 2 kile pa še malo, ne. No, tukaj smo zdaj v drugem prostoru, tukaj vidimo nekaj orodja, ki se je uporabljalo v jami. Tole imamo en indukcijski telefon, tole je govorilna naprava, sicer to je že bolj moderno zdaj. Tukaj imamo pa nekaj spominkov, nekaj od strica jamomerskih pripomočkov, tukaj so šobe ali pa, ko smo mi rekli, deze, brenerji za krbitrice. Tukaj pa vidimo čelade v bistvu od začetka, tu so še usnjene. Te čelade so bile vse uporabljene na Senovškem rudniku, pol so bile bakelitne. Od teh čelad je šlo pa potem na plastiko. No, tukaj vidimo še en ovcok z očetovim stvarmi. Ovcok ali ketna, to je bilo obešalo v črni garderobi, s katerim si dvignil umazane, prešvicane, bi rekel, cote ali pa obleko, pod približno 5 metrov pod strop, gor so bili ventilatorji, da se je do druge smene to posušili, da si suho obleko.
Tole pa še neki reševalne opreme, v bistvu opreme, ki so jih uporabljali reševalci. Tole je, kot sem že prej pri onih svetilkih omenil, samoreševalec, to je mogel vsak nositi. To je naprava, ki ti je brez, da si ti aktivno nekaj delal, ti je dajala zrak približno 20 minut. Če si bil ti aktiven, hoja, pa take stvari, je bilo tega še manj. Če si bil v čistem mirovanju, je zdržal tudi do pol ure, pravijo. Potem so pa še druge, to je dihalni aparat reševalca, pa razni merilni aparati, kot so interferometri, to so aparati za merjenje metana v jami. No, tule imamo eno od signalnih naprav, ki je bila pri Vitlu ali po domače pri Ašpelu, ki so se, s to napravo so se devali signali, da se je vedel, kam si vlekel gor, dol, sem, kje ta naprava še dela. No, to je čist moja osebna zbirka, ne. Lahko se je pa vsakdo pogleda, kjer ima željo, s tem, da me prej pokliče. Rade volje razkažem tole pač, kar sem nabral v teh letih.